skromnost, prizadevanje, veselje in junaštvo. Tako nekako bi lahko na kratko strnili ponedeljko popoldan v Ločah v penzionu Kračun po končanih olimpijskih igrah v Londonu. Bilo je bučno, ponosno in veselo, marsikoga je ganilo do solz. Po četrtkovem navijanju za najboljšo slovensko atletinjo Martino Ratej in njen čim daljši met kopja so ji 13. avgusta popoldan pripravili prisrčno dobrodošlico. V penzionu Kračun v Ločah so 30-letno Martino Ratej iz Suhadola pri Ločah pozdravili in ji iskreno čestitali k uspehu na letošnjih olimpijskih igrah. Direktor za turizem v penzionu Kračun, Benjamin Kračun, župan občine Slovenske Konjice, Miran Gorinšek. Draga Martina, spoštovani vsi zbrani, mislim, da smo si vsi skupaj enotni, da takšnega aplavza v Ločah in pa v teh prostorih še nismo slišali. To kaže na to, da smo pravzaprav zelo dobro spremljali zadnje dogajanje na olimpijskih igrah in spremljamo pa že kar nekaj let tudi tvoje življenje, tvoje prizadevanja, da svoj talent razvijaš z vztrajnostjo, predvsem pa s tisto trmo, glede na vse to, na vsa tekmovanja v življenju in na vse dosedanje življenjske izkušnje smo izjemno veseli tega 7. mesta, ki je za nas in verjamem, da tudi za tebe vredno vsaj zlata, če že nekaj več. Še enkrat iskrene čestitke, poklanjam pa en simbol, to je en krožnik v obliki konjiške občine, da boš kadarkoli ga boš pogledala, se zavedala, kje si doma in da od tod naprej poneseš poleg svojega imena tudi ime naše občine po svetu. Predsednik krajevne skupnosti Loče, Janko Čakš. Lep pozdrav, Martina. Mislim, da sem tudi pred svojo množico eden najbolj srečnih, da imam tako prebivalko, tako športnico, takega človeka. Mi smo prejšnji teden navijali, smo bili zelo veseli, ponosni zelo na tebe, da si ime našega kraja ponesla široko po svetu in upam, da še čez 4 leta še bo bolj glasno, bolj uspešno. Drži se, Martina, mi navijamo te in še ti želim res veliko, veliko uspeha. Hvala lepa, Martina. Direktor Zavoda za šport Slovenske Konjice, Samo Pinter. Kot vemo, so olimpijske igre največji svetovni športni dogodek in tja pridejo res tisti najboljši dogodek, na katerega se treba pripraviti res zelo dolgo. Martino vsi dobro poznamo in ko smo videli, da imamo eno Konjičanko na takem dogodku, brez dvoma, ni Konjičanka, ne je bil ponosen. Martina, jaz ti želim še naprej, da nas boš tako navduševala. Trenutek, ko smo navijali za tebe, ko si metala kopje, jaz držal pesti ful in vem, da sploh ti Ločani, ko ste se zbrali, da še bo to se večkrat zgodilo, da boš tudi Rio dosegla dobro uspehe. Vse dobro. Nazadnje, ampak najbolj pomembni, njeni navijači in domačini, ki stojijo vse skozi ob strani. Vsem, ki so jo pozdravili, je bilo skupno veselje, čast in ponos, da dosega takšne vrhunske dosežke na velikih tekmovanjih, ob življenjskih izkušnjah in trdnih prizadevanjih na treningih. S svojimi rezultati ponese ne samo svoje ime, temveč tudi ime kraja, občine in države preko slovenskih meja.
Maja Založnik je s svojim čudovitim glasom popestrila dogajanje ob sprejemu, ki se je nadaljeval z rokovanjem in objemi s prisotnimi sokrajani in sokrajankami. Prostor je bil nabit s čustvi, pozitivno energijo, ponosom in srečo. Martino so ob prihodu v domovino na letališču pričakali bučni navijači, najbližji in njeni domačini opremljeni z ragljami, zastavami z njeno fotografijo in napisom Suhadol in poslikani v olimpijskih barvah. Med vsemi sta je bila vesela in sta jo najbolj pogrešala njena dva sinova, 8-letni Matic in skoraj 10-letni Marcel. Trener Andrej Hajnšek se je pridružil vsem že izrečenim čestitkam, pohvalam. Sam misli, upa in predvsem verjame v še višje vrhunske dosežke svoje varovanke. Martina se je zahvalila vsem prisotnim za izjemne trenutke vzpodbude pri uresničitvi njenih želja in ciljev, ne samo pri sprejemu, ampak ob njeni celotni osebni in športni poti, ki jih je vse skozi deležna. Ponosna je na rezultat, želja je bila sicer kolajna, ampak se zaveda, da se v športu hodi po stopnicah in še vedno upa in verjame na najvišjo. Tako da res hvala vam še enkrat in jaz upam, da vas razveselim s tistim, kar si jaz želim tudi. V glasbeni spremljavi je najboljša slovenska atletina sprejemala čestitke in pisane šopke rož, delila olimpijske izkušnje in avtograme. Martina Ratej, skromna junakinja, ki je na letošnjih olimpijskih igrah v Londonu predstavljala našo državo, našo občino in vse nas. Draga Martina, še enkrat iskrene čestitke za vse tvoje vrhunske dosežke in mi vsi navijamo zate. Martina, torej iskrene čestitke še enkrat za osvojeno 7. mesto na olimpijskih igrah. Veliko rok je bilo treba stisniti danes tukaj v Ločah, pa že predtem na brniškem letališču. Ja, sigurno res. Zelo sem vesela, da je taka podpora navijačev in vseh, ki me spremljajo. To je ena potrditev, da je bil res en dober uspeh, čeprav sem si želela biti uvrščena med kolajne, bile so blizu, ampak vseeno sem zelo ponosna na ta rezultat in tudi na to, da me tako spremstvo navijačev in podpornikov podpira in res to mi je taka spodbuda za naprej, da bom delala, da dosežem ta cilj, ki si ga sama želim. 7. mesta iz Evropskega prvenstva, svetovnega prvenstva, olimpijskih iger ste že nabrali, verjetno je teh 7 mest tudi vam zdaj počasi dovolj, ne? Sigurno, ja, že sam cilj pred olimpijskimi igrami sem rekla, teh 7 mest je dosti, ampak zgodilo se še eno. Ne vem, enostavno športniki hodimo po stopničkah in očitno te stopničke moramo prehoditi in zdaj je teh 7 mest vse, kar možem sem dosegla, tako da naslednji cilj je korak naprej. Vem, da sem sposobna, da jim diham za ovratnik, ampak mogla bom še spremeniti določene stvari, da se jim približam in dokažem svoje sposobnosti, ki jih imam in da se vrstim res med najboljše. Naslednja 4 leta bodo torej bolj trpljenje kot užitek, verjetno, ne? Sigurno. Naslednja 4 leta bom vse podredila na to, da dosežem tisti vrhunec svoje kariere. Kar sem zmožna, tudi leta so nekje tista primerna, kopijaška leta nekje na 30 let in da v teh letih do Ria dokažem, kar sem sposobna. Mogoče še o samem vzdušju na londonskem stadionu, 80.000 gledalcev praktično od jutra do večera, kako je bilo metati? Fenomenalno, res je vzdušje, ne vem, nisem še bila na takem stadionu, da bi ljudje tako navijali za vsakega tekmovalca, res vsak, ki je nastopil, je požel neverjetno spodbudo, mislim, aplavz, tako da ne vem, do zadnjega mesta je bilo zasedeno vsako mesto in ljudje živijo za atletiko in so ponosni na vsakega športnika, tako da res fenomenalno je bilo nastopati tudi v kvalifikacijah in finalu, potem pa še bolj. Poleg samega tekmovanja, kaj vam bo še ostalo najbolj v spominu od teh dni, ki ste jih preživeli v Londonu? Teh dni, ki sem jih preživela v Londonu, ne vem, ta gneča mogoče. Nismo navajeni, mi smo tako mali proti enemu Londonu, tam je ena taka gneča, ampak ljudje si zelo srečni, se mi zdi tako športno navijajo, tako pravo vzdušje je bilo začutiti v
samem Londonu, prav olimpijski ta ogenj se mi zdi, da je res združil vse ljudi in te navijače. Ljudje so bili zelo ponosni, ko si šel na ulico ali pa po mestu, podpisi, spraševanja, tako da res živeli so za te olimpijske igre. Martina, še enkrat čestitke za 7. mesto, ponosni smo na vas in verjamemo, da bomo tudi po prihodnjih velikih tekmovanjih. Ja, res, hvala vam še enkrat vsem, ki ste karkoli storili za tale sprejem in ki ste navijali zame. Jaz sem pa potrudila, da še popravim svoj rezultat in dosežem te cilje, ki sem si jih zadala.